Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratna pravljica nosi prav poseben čar. Namreč Rea poklanja današnjo pravljico svoji sestrici Tari, ki je v začetku meseca julija praznovala rojstni dan. Tara, vse najboljše in najlepše ti želim. Tokrat bomo prisluhnili čudoviti pravljici o pravem prijateljstvu. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Tarini pravljici z naslovom Muca Mija in rojstni dan, nastali izpod peresa čudovite slovenske pisateljice Helene Kraljič. Muca Mija, dremucka v senci. Prideš v soboto k meni na rojstni dan? Jo predrami glas krave Katje. S seboj pripelji še kakšnega prijatelja. Seveda, prišli bova z Miško Maško, veselo odgovori Mija. Prišla boš z Miško? Se nasmihne Katja. Ovca Oliva bo s seboj pripeljala najmočnejšega medveda Mitjo. Koza Kaja bo s seboj pripeljala najpametnejšo sovo Sonjo. Kokoška Katarina pa bo s seboj pripeljala najveličastnejšega pava Primoža. Muca Mija nekaj časa premišljuje, potem pa zamišljeno odide k najzvitejši lisici Lizi in ji reče: V soboto ima krava Katja rojstni dan, pa sem mislila, da bi šli skupaj k njej. O, seveda, se dobrika lisica. Še prej pa te prosim, da zlezeš na drevo in mi prineseš tisto gnezdo, v katerem so ptičji mladiči, zdaj, ko sva prijateljici. Mija jo postrani pogleda in si misli: kar sama pojdi po gnezdo, zvitorepka, nočem take prijateljice. Odide do najstrašnejšega leva Leona in ga vpraša: V soboto ima Katja rojstni dan, pa sem mislila, da bi šla skupaj k njej. Z veseljem. Ko pa sva že postala prijatelja, bi te prosil za uslugo. Moje žene še ni z lova, jaz pa sem zelo zaspan. Bi ti nahranila moje mladičke? Mija ga jezno pogleda in si reče: nič boljši ni od lisice, nočem takega prijatelja. Mija nazadnje odide k največjemu slonu Simonu. Krava Katja praznuje rojstni dan, bi šel z mano? Slon Simon Mije še opazine. S svojimi velikimi stopali taca proti njej in jo skoraj pohodi. Od nekod se pojavi Miška Maška. Postavi se pred slona in začne na vso moč cviliti, da slon v strahu pobegne. Mija objame prijateljico in zamjavka. Bi šla z mano na Katjin rojstni dan? Seveda, zacvili Miška in od navdušenja skoči visoko v zrak. Muca Mija je presrečna. Stisne prijateljico k sebi. Počaščena je, se bo na rojstni dan pripeljala najboljšo in najpogumnejšo prijateljico na svetu. Bravo, Muca Mija ter Miška Maška. Pravljica, ki nas opomni, kako lepo je imeti ob sebi pravega prijatelja. In da ne pozabim, tudi kravi Katji želim vse najboljše za njen rojstni dan. Tara,
Res čudovita pravljica, ki riše nasmeh na obraz in poboža srce s svojo nežnostjo. Verjamem, da ti bo pravljica, ki ti jo je poklonila sestra Rea, ostala v najlepšem spominu. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni rojstnodnevno obarvani pravljici z naslovom Kameleonček, ki ni znal spreminjati barve. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte ter uživajte v lepih dneh s svojimi prijatelji. Pravličen pozdravček Tari ter seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Miška. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali volka, ki je svoj rojstni dan želel praznovati s svojimi prijatelji. A žal, prav nihče od njih ni imel časa. Ubogi volk. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Volk, ki je praznoval rojstni dan. Nekega lepega popoldneva je Alfred potrkal na volkova vrata. Živjo, volk, bi igral nogomet z nami? Z veseljem, mu je odgovoril volk. Obenem pa se bomo lahko pomenili še v mojem rojstnem dnevu. Letos sem želel... Volk ni mogel dokončati svojega stavka, saj Alfreda že ni bilo več. V gozdu se je tekma že začela. Živjo, volkulja, je rekel volk. Kdo vodi? Na žalost rdeči. Čas je, da vskočiš. Prihajam, prijatelji, je vzkliknil volk in pohitel na igrišče. Nekaj časa je vladal kaos, nato pa je volk podal žogo Alfredu, sledil je strašljiv krik gospodične Jeti, zatem pa gol za modre. Juhu! To je bila zelo težka tekma, toda modri so nazadnje zmagali. Volk je izkoristil dobro vzdušje večine in naznanil. Poslušajte vsi skupaj. Letos sem se odločil, da bom naredil super zabavo za svoj rojstni dan. To bo naslednjo soboto, pri meni doma. Vsi so ga v zadregi pogledovali. Presneto, no, je začel Valentin. Prav ravno v soboto me je povabil prijatelj Lucijan. Jaz imam pa košarkarsko tekmo, ki se je moram nujno udeležiti. Žal mi je rekel Alfred. V soboto imam kuharski tečaj, je pripomnil Ludvik. Mene pa je prijateljica Ljudmila povabila na večerjo, je zamrmrala volkulja. Volk je začutil, kako ga je zasrbel smrček in 1, 2, 3 je eksplodiral. Že v redu, sem dojel. Nikar ne skrbite, moj rojstni dan bomo praznovali naslednje leto. No, adijo, družba. Razbesnjeni volk se je šel kujat v gozd. Hodil je kar tja v en dan, brcal v kamenje, krmičil je in bonk. Au! Je vzkliknil volk in se prijel za nogo. Kaj pa je to? Sklonil se je, da bi pobral predmet s tal. Bila je nenavadna steklenica, vsa pozlačena in zaprta z neverjetnim izrezljanim zamaškom.
Volk je postal radoveden in se je pobliže ogledal steklenico. Le kaj bi lahko bilo v njej? Za hip je okleval, nato pa jo je previdno odprl. Takoj se je zaslišalo: zlip, zlup, uš. Iz steklenice je všel oblak pozlačenega prahu in se pred volkom izoblikoval v postavo. Pozdravljen, volk. Danes je tvoj srečni dan, kajti jaz sem duh iz steklenice. Imaš 3 želje in jaz sem tukaj, da ti jih izpolnim. Govori, poslušam te. Volk je osupel ozrl v nenavadno pojavo. Do tega srečanja je prišlo ravno pravi trenutek. Imel je dovolj gozda in prijateljev. Rad bi bil nekje drugje, je rekel volk. Zelo, zelo daleč od tod. Naj se ti želja izpolni, je odvrnil duh. In zlip, zlup, uš. Vse okrog volka se je razpršilo in izginil je. Volk se je zavedel, da je na veliki rdeči ravnici polni razpokane zemlje in kamenja. Dobrodošel na Marsu, mu je naznanil duh. Tu je najbolj oddaljeni kraj, kar sem se jih spomnil. Upam, da si zadovoljen. Nikakor ne, je zakričal volk, ki je bil ves prestrašen. Predstavljal sem si nekaj, lepšega. To bi moral pa prej povedati, volkec, je zavzdihnil duh. In zlip, zlup, uš. Tokrat je bilo veliko bolje. Sonce, peščena plaža, turkizno modro morje. Tako, je rekel duh, ponosen sam nase. Rajski otok samo zate. Volk se je okopal, nekaj prigriznil, zaspal, se znova okopal, nekaj prigriznil in se začel dolgočasiti. Ko bi bili vsaj moji prijatelji tukaj, je razmišljal. Toda takoj zatem se je popravil. Kakorkoli, moji prijatelji se znajo prav dobro zabavati tudi brez mene. In res je tako mislil. Da bi se zaposlil, se je volk odločil raziskati otok. Prehodil je nekaj metrov po džungli in si pri tem z mačeto utiral pot. Kako je bilo to utrujajoče. In vsi ti komarji, ki so ga obletavali, so mu šli strašno na živce. Še dobro, da ni kač, si je zamrmral volk. Kače sovražim. In točno v tistem trenutku ga je napadel piton. Velikanska beštija je prav počasi in umirjeno ovila svoje telo okrog volka. V zadnjem poskusu rešitve je volk 3krat podrgnil steklenico in pojavil se je duh. Kaj lahko storim zate? Ga je vprašal. Ti naj morda izpolnim še zadnjo željo? Jaz vrniti domov, je šibko izdavil volk. Pa naj bo tako, je zavzdihnil duh. Ampak po pravici povedano sem si predstavljal, da bo tvoja 3. želja malce boljša. In zlip, zlup, uš. Ko je volk odprl oči, je bil spet v svojem gozdu. Aha, končno si nazaj, je vzkliknila modra sova. Kje si se pa potikal? Povsod smo te iskali. Jaz? Zaspal sem v gozdu, je izjecljal volk. Jaz pa mislim, da si se šel kujat. Kakšen pa si? Daj, hitro se vrni domov in tokrat ne zaidi sredi poti.
Volk se je podal na pot, saj je komaj čakal, da pride do svojega doma, svojih copat in svoje postelje. Volk je z zadovoljnim vzdihom odprl vrata svoje hiše. Sredi dnevne sobe pa ga je čakal velikanski paket. Kaj pa je zdaj to? Je zagodrnjal volk. Saj nisem ničesar naročil. Stopil je do paketa, nenadoma pa. Presenečenje! Vse najboljše za rojstni dan, volk! Volka so preplavili konfeti in prijateljski pozdravi. Popolnoma je pozabil, da ima prav danes rojstni dan. No, jaz pa sem mislil, da se vsi požvižgate na moj rojstni dan, je rekel skesano. Ti tepec, že dolgo smo načrtovali tvojo rojstnodnevno zabavo, se je posmehnil Valentin. Morali smo se malo pohecati. Volkulja je volku podala majhno ovojnico. Volk jo je z razbijajočim srcem odprl in prebral. Dragi volk, podarjamo ti teden dni na morju z najboljšimi prijatelji na svetu. Odhod takoj po zabavi. Tvoji prijatelji, ki te imajo radi. Volk je pogledal svoje prijatelje in se nasmehnil. Danes še ne bo šel v posteljo. Pa kaj, toliko bolje. Joj, čudovita zgodba, kaj ne? Poglejte ga tega našega slavljenca. Konec dober, vse dobro. In ponovno smo spoznali, da bi bilo naše življenje brez prijateljev precej dolgočasno. Super. In verjamem, da junaki današnje pravljice še vedno prijateljujejo in se veselo spominjajo rojstnodnevnega presenečenja. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zabavni zgodbi današnjega junaka, ki se mu ni ljubilo več hoditi. In tako je preizkušal različna prevozna sredstva. In nad katerim se je najbolj navdušil? Predlagam, da prisluhnete pravljici z naslovom Volk, ki ni hotel več hoditi. Uživajte, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Kakšno luštno presenečenje. In verjamem, da je zabava uspela, ne? Vse najboljše, volk. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali televizijsko junakinjo kravico Lisko. Kmetica praznuje rojstni dan in Liska ji bo pripravila čudovito rojstnodnevno darilo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kravica Liska in rojstnodnevno darilo. Tistega lepega, razrožnato zarjo ožarjenega jutra so skoraj vse živali še spale. Samo kokoši so bile že pokonci, kajti njihova naloga je bila, da zjutraj zbudijo ostale. Ker na kmetiji ni bilo petelina, ki bi poskrbel za bujenje, so kokoši iznašle posebno metodo bujenja. Vsako jutro so na gramofonu zavrtele ploščo s petelinim kikirikanjem. In je delovalo. Dobro jutro, Liska, je zazehala kmetica, ko je prišla k Liski v hlev. Kravica je bila že napol budna. Zelo rada je imela jutranjo možnost s kmetico. Naenkrat je Liska zaslišala tiho smrčanje. Ta je pa dobra. Kmetica je med možo zaspala. Liska jo je previdno dregnila.
Poštar je pokukal v hlev. Dobro jutro, lis. O, pš, je rekel in takoj spet izginil. Ali noče, da ga kmetica vidi, se je spraševala liska. Prav res. Vrnil se je šele, ko je kmetica z vedrom mleka v roki že odšla iz hleva. Ali misliš, da bi bila kmetica vesela, če bi jo zbudil na njen rojstni dan? Kmetica? Rojstni dan? Čisto je pozabila. Joj, prejoj. Zdaj mora hitro najti darilo. Kmalu zatem se je liska vrnila s travnika nazaj na dvorišče s šopkom rož v ustih. Cvetje, to bo prava stvar. Kmetica ima rože strašansko rada. Takrat je mimo pritekel poni. Tudi on je nabral šopek rož in povrhu še veliko lepšega od njenega. Liska je razočarano pojedla svoj šopek. Kaj pa, če bi kmetici kaj naslikala? Ampak to ni enostavno. Ravno ko je dokončala sliko, je v hlev prišla koza in saj ni mogoče. Tudi ona je kmetici naslikala sliko. Kravici se je kozina umetnina zdela veliko lepša od njene. Liska ni bila zadovoljna niti s peščeno torto, ki jo je takoj zatem v peskovniku naredila za kmetico. Poleg tega pa je pes le nekaj metrov stran naredil dosti lepšo, tako, 3-nadstropno. Kokoši so za kmetico spletli šal, poštar je kupil budilko, samo Liska ni imela darila zanjo. Liska je žalostno tavala po dvorišču. Ob tem je naletela na kmetico, ki je vsa utrujena držala v roki skodelico kave in med zehanjem tarnala. Joj, ko bi se vsaj lahko enkrat pošteno naspala. Takrat se je Liski utrnila zamisel. Naspala? Bilo bi naravno smešno, če kmetici ne bi mogla izpolniti te želje. Po noči se je Liska tiho prikradla iz hleva. Če naj se kmetica temeljito naspi, je ne sme zjutraj nič zbuditi. Kravica je torej morala poskrbeti, da plošča s kikirikanjem izgine. Čisto potihoma je vtaknila glavo skozi ozka vratca kokošnjaka. Tako je našla ploščo in jo odnesla v hlev, kjer jo je skrila pod molzni stolček. Tam mi nihče ne bo našel, si je rekla. Zjutraj bo prva vstala in poskrbela, da kmetice ne bo nihče zbudil. Samo še nekaj uric in že bo dan. Napočilo je jutro. Čas je, da se vsi zbudijo, ampak ne kmetica. Liska se je hotela prepričati, da kmetica še vedno spi. Na poti v hišo je srečala kokoši, ki so obupno iskale ploščo s posnetkom kikirikanja. Kravica se je namuznila. Kako dober načrt. Kako lepo rojstnodnevno darilo za kmetico. Vsa zadovoljna je previdno stopila na stopnice, ki so vodile v kmetičino spalnico. Kmetica je blaženo spala, tako kot si je zaželela. Liska je zdaj morala poskrbeti za druge živali. Medtem ko se je potihoma spuščala po stopnicah, je zazvonil telefon. Zdaj pa že ne, kmetica vendar še spi. Kravica je bila v trenutku pri telefonu in je spretno dvignila in spustila slušalko, da je nehalo zvoniti. A tudi živali so postale prehrupne. Vse so glasno tarnale, ker so bile lačne. Toda med deljenjem hrane je Liska vse pomešala. Ponjo in kozi je natresla pasje piškote, psu pa je preduto položila korenje. Tisto jutro je imela res veliko dela. Tudi v telefonu hiši je morala še enkrat utišati. Kokoši so medtem našle ploščo z rojstnodnevnimi pesmimi. Glasba je bila primerna, to je Liska že morala priznati. Zdaj so se na dvorišču zbrale vse živali in se postavile v rojstnodnevni pevski zborček. Tudi poštar je prišel z velikim zavojem v roki.
bodite no tiho, še zbudili boste kmetico. Ampak Liske ni nihče slišal in vsi so še krpeli. In malo zatem je kmetica že prišla iz hiše. Čeprav je bila še v spalni srajci, je bila videti naspana kot že dolgo ne. Druga za drugo so ji živali prinašale darila. Kmetica je bila vesela prav vsakega. Le kravica ji ni podarila nič. Stala je malce ob strani in bila je očitno zelo žalostna. Gotovo bo kmetica mislila, da je njena Liska pozabila nanjo. Toda kmetica jo je prijazno pogledala. Liska, revica, saj te sploh še nisem pomolzla, pa tako pozno je že. Ko je kmetica dvignila molzni stolček, je zagledala ploščo s posnetkom kikirikanja. Aha, zato se tako dolgo nisem zbudila. Si skrila ploščo, da bi jaz lahko dlje spala? Je vprašala kmetica. Da, Liska je to storila. In še veliko več. Pa mislite, je bila kmetica huda nanjo? Liska moja, dala si mi najlepše darilo na svetu. Se je razničila kmetica in objela Lisko. Ja, prečudovito darilo. Bravo živali in bravo Liska za tako izvirno darilo in pa seveda kmetica ga je bila zelo vesela. Namreč spanec je res pomemben. In verjamem, da bi kmetici še kdaj prijel kakšen dan daljšega spanca. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Smrčač dobi hišo, kateri boste spoznali raziskovalca medveda, ki pa je svojim glasnim smrčanjem motil spanec drugih živali. A na srečo so živali našle rešitev za medvedovo preglasno smrčanje. Prijeten pozdravček prav vsem, ki spremljate pravljične vsebine v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo, Liska, si pa res tako prijazna. No, ostale živali tudi, ja ne? Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes nas čaka prav posebna zgodba o kameleončku, ki pa ni znal spreminjati barv, tako kot to zmorejo drugi kameleoni. A kameleončkovo srce je bilo tako toplo in pogumno, da se je kljub temu podal na poučno, barvito pustolovščino. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo barviti pravljici z naslovom Kameleonček, ki ni znal spreminjati barve. Kameleoni lahko spreminjajo barvo glede na to, česa si želijo in kako se počutijo. Vsi, razen Lonija, ki je trudu navkljub vedno ostal rjave barve. Nekega večera je opazil, da je soseda Sara povsem siva. Bila je žalostna, ker so prijatelji pozabili, da jutri praznuje rojstni dan. Nihče se ni odzval vabilu na praznovanje, a je vseeno spekla tortice. Loni pa se je nečesa domislil. Naslednjega jutra je vstal zelo zgodaj, da bi Sari pripravil rojstnodnevno presenečenje. Tiho je splezal z drevesa. Spotoma je nabral sveže zeleno listje najlepših oblik. Kam pa si namenjen tako zgodaj? Ga je vprašala surikata. Rože grem nabrat za Sarin rojstnodnevni šopek.
Surikata je pokazala, kje se skriva najlepši rožni grm. Kako diši, je rekel Loni, ko je utrgal rumeni cvet. V bližini je Loni zagledal drevo z veliko rdečo rožo prav na vrhu. Kako je visoko, je pomislil Loni, ko se je vzpenjal. Previdno, ga je posvarila prijateljica opica. Ravno ko je Loni utrgal rdeči cvet, je pod njim počila veja. Padel je in si v strahu zatisnil oči. Na srečo ga je ujela okretna opica in nežno postavila na tla. Hvala, rešila si mi življenje. Na nasprotnem bregu potoka je nato Loni opazil čudovit rožnat cvet. Moral bi prečkati potok, a ni znal plavati. Tako se je povzpel na močno vejo, ki je postala njegovo plovilo. S prednjimi nogicami je močno zaveslal in kmalu dosegel rožnati cvet. Ravno si je nameraval odpočiti, ko je na vrhu skale zagledal prelep moder cvet. Zbal se je, da bi spet padel, zato je začel razmišljati, ali obstaja še druga pot do vrha. Pisana Ara je videla, kako se obotavlja. Splezaj na moj hrbet, se je ponudila. Storil je tako in poletela sta na vrh skale po zadnji cvet. Po jutru, polnem pustolovščin, je Loni skupaj s prijatelji poiskal Saro. Vse najboljše, draga Sara, so zapeli vsi v en glas. Hvala, Loni, je bila navdušena Sara. Barviti šopek je bil zelo všeč. Sklonila se je, da bi Loniju v zahvalo dala poljubček, Loni pa je kar naenkrat spremenil barvo in postal pisan kot mavrica. Sarina zabava s prijatelji je uspela, Loni pa je zasijal v svoji najlepši preobleki. Kako čudovita zgodba. Najlepše barve prihajajo iz našega srca, iz prijaznosti, poguma in ljubezni do prijateljev. Bravo, Loni, tvoja pustolovščina je bila zelo zanimiva ter hkrati tudi zelo poučna. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še isti pravljici, ki pa jo je prebral Lovro. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in naj bo prav vsak dan poln prijetnih dogodivščin. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi kameleončka Lonija. Čau, čau! Bravo! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. S današnjo pravljico se bomo ponovno potopili v globine morja in spoznali morskega psa Vilija. Namreč želel si je družbe s svojimi prijatelji. Mislite, da mu je uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Vilijevo veliko presenečenje. Morski pes Vili je imel zelo ostre zobe. Druge morske živali so se ga bale, zato so se skrivale pred njim. Ni pravično, je pomislil žalostno. Nihče se noče igrati z mano. Nekega dne pa je Vili dobil zamisel.
O njej je razmišljal ves dan. Ko je bil pripravljen, je zapustil staro potopljeno ladjo, v kateri je živel, in se skril za veliko skalo. Kmalu je mimo priplavala hobotnica, ki je s svojimi dolgimi lovkami delala pljusk, pljusk. Vili pa je planil izza skale. Imam te, je rekel in hobotnico spravil v veliko torbo. Na pomoč, je zastokala hobotnica. Vili pa je odplaval stran. Vili se je skril med gosto morsko travo. Kmalu se je pred njim pojavil jastok, katerega ostre klešče so tleskale klik, klak. Vili je planil naprej. Imam te, je rekel in potisnil jastoka v svojo torbo. O ne, je zastokal jastok. Vili je znova odplaval stran. Vili je smuknil v temno votlino in počakal. Kmalu je mimo priplavala želva, katere plavuti so delale flip, flap. Vili je planil naprej. Imam te, je rekel in želvo pospravil v torbo. Kaj pa se dogaja? Je zajcljala želva. Odlično mi gre, je pomislil Vili. Potem se je skril za velik kup peska. Mimo je priplesala meduza, katere lovke so delale sviš, svuš. Vili je planil naprej. Imam te, je rekel in meduzo spravil v torbo. Izpusti me, je kriknila meduza. Vili pa še ni končal. Skril se je v veliko luknjo. Kmalu se je mimo priplazila morska zvezda. Njeni kraki so delali cmok, cmok. Vili je še enkrat planil naprej in morska zvezda se je v hipu znašla v njegovi torbi. Mislim, da jih bo dovolj, je rekel Vili, ki je v naročju držal polno torbo. Kako sem lačen, je zavzdihnil pri sebi in se odpravil domov. Morski pes nas bo pojedel, je kriknila meduza. A kaj lahko storijo? Nedolgo zatem je Vili zaplaval v svoj dom. Čudovito, je rekel, ko je izpraznil torbo. Živali pa so se prestrašene stisnile v kot. Konec je z nami, je zastokal jastok. Nenadoma pa se je Vili zasukal naokoli in rekel: Presenečenje! Sam sem jo naredil in hotel sem jo deliti z vami. Kar dobro si nas prestrašil, je rekla hobotnica. Ko boš naslednjič hotel, da pridemo k tebi na torto, nam le povej. Ja, tale Vili je pa res poln presenečenj. In ja, se moram kar strinjati z morskimi živalmi, da bi Vili lahko svoje prijatelje povabil k sebi na kakšen drugačen način, kaj ne? Ampak menim, da je tudi Vili začutil prestrašenost in stisko živali in sedaj povabi prijatelje k sebi na bolj prijazen način. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnite še 2 terapevtskima pravljicama o školjki in meduzi. Le poiščite ju. En morski pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ti, Vili, ti. Boš moral biti bolj prijazen, veš, do živali, ker drugače si precej strašen.